Naslov tega projekta je Möbiusov trak. Gre za v bistvu malo bolj nenavadno umetniško postavitev, s katero pa želim govoriti tudi v današnjem času, se pravi o družbi potrošnje in hiperprodukcije. Roboti, industrijski roboti, jasno so tukaj v vlogi nekih tehnoloških sužnjev, ki uspejo opravljati delo, ki bi drugače lahko opravljali tudi ljudje, ga uspejo narediti hitreje, bolj natančno in z manj napak. Druga prednost je to, da olajšajo delo v nevarni proizvodnji, v dolgočasno ponovljivi proizvodnji. S tem pa prispevajo po eni strani, dobimo izdelke, ki so zelo kakovostni, s čimer v bistvu mogoče porabimo manj energije pa manj resursov za en izdelek. Po drugi strani je pa na ta način možno izdelati bistveno več izdelkov, ki so pa tudi čisto nekoristni, kar pa pusti ali pa pušča sled tudi na našem planetu. Möbiusov trak na grobo je, prevod je neskončni trak. Je trak, ki je enkrat zavit pa pripet nazaj skupaj. Sicer v matematičnem smislu ima še par več konotacij, ampak mogoče to, kar je za to razstavo pomembno, je to, da ga vsi poznamo kot znak za neskončnost. In ravno neskončnost ponavljanja je tista, ki opredeljuje industrijsko robotsko delo. Roboti so vsaj v prejšnjih desetletjih smo vedno gledali na njih kot na eno tehnologijo, ki je razmeroma oddaljena, pa bližje znanstvenemu kot tehnološkemu svetu. Prvi industrijski robot je sicer bil izdelan že pred par desetletji, ampak to, da je pa prišlo tako množično proizvodnjo, da jih je zdaj recimo na svetu približno 1,8 milijona, no to se je pa zgodilo recimo v zadnjem desetletju, ta velik preskok. Sama robotika se je na ta način premaknila iz ene fascinacije, naše, kot to opazujemo, do tega, da je že zelo vsakdanja v našem svetu. Ne mogoče na viden način, ampak vsekakor je pa vključena v te proizvodne procese. Vplivi na družbo, ki jih ima avtomatizacija, so zelo večplastni. In ne moremo v bistvu zelo težko ustvariti eno črno-belo sliko pa reči, da je to tehnologija, ki bo svet uničila, ali pa po drugi strani, ki bo svet rešila. Zato, ker je zelo odvisno, tako kot pri ostalih znanjih, vseh znanjih pa tehnologij, je najbolj važno v bistvu to, kako jo uporabljamo. Se pravi, ta robotska proizvodnja, ki se nezadržno širi, pa ne samo na Japonskem ali pa po svetu, ampak predvsem tudi pri nas, zelo vpliva na način produkcije. No, da o tem še malo več povem, Slovenija je po številu robotov na 10.000 delavcev je 16. na svetu, se pravi s približno 140 roboti na 10.000 delavcev. To pomeni, da kar smo včasih gledali na televiziji, pa so roboti v bistvu kazali neko zelo razvito proizvodnjo na Japonskem, to se je tiho preneslo tudi v naše kraje, v Evropo in v Slovenijo. Ker pa so ti roboti zaprti, varno spravljeni v industrijske hale, tega niti ne opazimo sicer. Imajo pa vpliv tako na ekonomsko kot na družbene plati našega življenja. Se pravi, poleg problema hiperprodukcije, recimo tukaj tudi velik vpliv na delo.
zaenkrat ne v tej smeri, da bi odpuščali delavce, vsaj pri nas, zato ker se to robotsko tehnologijo uporablja za proizvodne procese, ki se jih na novo ureja. Mogoče večja posledica bo ali pa postaja na samem pogledu ali pa dojemanju našega dela. A je zdaj naše delo tisto suženjski odnos z korporacijo, kjer se borimo za mezdo, s katero preživimo, ali po drugi strani delo tisto, ki nas zadovoljuje, pa v veliki meri tudi določa. Pogosto se povezuje robote tudi z nekimi nevarnostmi tega, da bi se roboti pa računalniki, da bi se osamosvojili. Mogoče tle je bilo dobro malo take distinkcije narediti med industrijskim robotom, ki v bistvu samo ponovno izvršuje en program, ene operacije, ki so mu bile naprogramirane. Umetna inteligenca se pa bolj tiče enih računalniških sistemov, v katerih se ustvarja podobno strukturo, kot imajo človeški možgani, se pravi nevronska mreža. Nevronska mreža pa jasno ima potenciale, da postane pametnejša od človeka, in ko bo enkrat postala pametnejša od človeka, bo verjetno imela tudi svoje želje, potrebe pa motive, ki pa ne bodo nujno enaki, kot so motivi človeka ali pa človeštva. Pa s temi nevronskimi mrežami je tako, da se na nekih spletnih omrežjih bi verjetno lahko tudi že zdaj nastala ta dosti močni oblaki te inteligence. Zelo verjetno pa, da takrat, ko bo ta inteligenca prevladala, mi tega sploh ne bomo opazili takoj. Robota sem postavil iz vloge enega koristnega proizvajalca nekih izdelkov. Sem ga postavil v drugo okolje in vlogo, kjer on v bistvu upravlja sicer eno delo, ampak brez smisla, saj v produkcijskem smislu ne. Ta smisel je zdaj podrejen temu umetniškemu izrazu. No, sama dejavnost tega robota pa je, da med tremi kupi soli prelaga to sol nekako v neskončnost. Ritem je narejen tako, da malo odstopa od čist enostavnega ponavljanja, s čimer sem želel zadržati gledalca, da nekaj časa išče vzorec tega. Ampak vsak gledalec bo pa opazil, da je končni rezultat pa vedno enak, se pravi, soli je v končnem na vseh kupih ista količina. Izhajal sem pa tudi iz tega, da je Monfort, razstavišče Monfort v Portorožu, da je bivše skladišče soli, se pravi sol, prekladanje soli in samo delo s soljo je del tega prostora, del zgodovine tega prostora, in to sem želel vključiti, da ta robot nekako se vpenja v bistvu mogoče v širšo zgodovino in obale in v bistvu samo človekove proizvodne včasih. Kiparski odnos do dela, ki ga imam predvsem pri modeliranju, je malo drugačen od pristopa pri tovrstnih skulpturah, kot je ta. Tukaj sem namreč uporabil že industrijskega, komercialno robota, ki je namenjen komercialni prodaji in namenjen industriji. Se pravi, tukaj več ni moje kiparske roke, ki bi direktno obdelovala material, ampak sem bolj v vlogi režiserja ali pa koreografa, ki to pripravi. Ampak mogoče se ne spremeni toliko vloga tista, ki jo želim imeti, oziroma odnos do publike.
želim v bistvu ustvariti neko katalitičen odnos, kar ne bi bilo nekaj med tem, da ustvariš delo, ki je na enem ekstremu bi lahko bilo banalno, na drugem bi lahko bilo pa neberljivo. Se pravi, tukaj sem želel najprej narediti neko doživetje, ki potem, ko gledalec o tem razmišlja, si mogoče še kaj prebere, ustvari katalitičen odnos, se pravi, da sproža razmišljanje o stvareh, o katerih drugače ne bi razmišljali. To razmišljanja, ki se nas ne bi dotaknila drugače, ne. Ampak želim pa še zmeraj ostajati na enem doživetju kot osnovi tega, ne pa na tem, da bi v bistvu deklariral, kaj želi ta inštalacija povedati. Bliže mi je to, da vsak obiskovalec oblikuje svoj pogled, svoj odnos do tega.